Pozdravljen! Tokrat se selimo v Litijo, ker sem letos prvič tekmoval v disciplini vzponov. To je bil vzpon na Geos, ki je res tak lep vzpon, ne predolg in ne prestrm. Celotno dogajanje se začne v centru Litije, kjer se najprej prvih nekaj kilometrov vozimo zaprti vožnji po glavni cesti. Ta traja vse do spodnjega Hotiča, kjer zavijamo desno in tam nas pričaka uradni leteči start dirke. Na začetku je klanec še nekoliko položnejši, nato pa se naklon kmalu poveča in tako ostane skoraj vse do cilja. Cesta nas pelje skozi vas Vače, malo pred koncem še skozi spodnjo Slivno, cilj pa je seveda pri Geosu. Geos je, kot seveda vemo, geometrično središče Slovenije. Če pogledamo še višinski profil vzpona, vidimo, da je dolg približno 6,5 km s povprečnim naklonom slabih 6%. Zadnji del vzpona se cesta nekoliko poravna, vmes pa naklon doseže tudi več kot 12%. Evo, uradni del predstavitve sem zaključil, zdaj pa se lahko posvetim sami dirki. Po startu v Litiji smo se lotili zaprte vožnje. Ta je bila seveda počasna in precej umirjena, do vzpona pa se ni dogajalo nič posebnega. Je bilo pa kar precej vroče. Mislim, da je bilo že dopoldne v času dirke blizu 30 stopinj. To pa je prispevalo tudi k eni mojih napak na tej dirki. Genij, kot sem si rekel, da za ta kratek vzpon ne potrebujem vode. Na vrhu nam namreč vedno uredijo dovolj hrane in pijače. Tako sem po ogrevanju pustil bidone v avtu, nisem pa upošteval vsega časa, ki ga bomo preživeli pred samim vzponom. Ker moraš biti pred startom seveda nekoliko prej na prizorišču, sem bil tam kakšnih 20 minut prej in večino časa smo stali na soncu ter se pogovarjali. Nato je sledila še zaprta vožnja, ki je trajala skoraj 20 minut in kar naenkrat se je nabralo precej časa preživetega na soncu. Na leteči start sem tako prišel že z precej suhim grlom in vedel sem, da je bila to res neumna odločitev. Sicer ni bila ključna napaka, sem se pa iz nje hitro nekaj naučil. Tako, da ne povem samo dobrih stvari, ampak mogoče izpostavim tudi kakšno neumnost, ki jo kdaj naredim. In tako smo počasi prišli do letečega starta. Za cilj sem si postavil, da izboljšam svoj lanski čas in z dobrim, pametnim tempom odpeljem vzpon. Ampak plan je eno, izvedba pa povsem nekaj drugega. Ko smo startali, se je tempo na tem dokaj ravnem delu sicer nekoliko povečal, vendar se je hitro umirilo. Tukaj seveda nihče nima namena po nepotrebnem trošiti moči, zato smo kmalu prišli do dela, kjer se naklon poveča. Tam pa se je dirka zares začela. Začetek je bil kar naporen. Marko je od starta res dobro pospešil in ker sem vedel, da je eden najmočnejših v moji kategoriji, sem se odločil, da se mu prilepim na kolo. Videl sem sicer, da je tempo precej divji, ampak sem si mislil, da ga bo mogoče v zavetrju nekako uspel držati do konca. Tako sem kar nekako ignoriral številke na števcu in to se je po nekaj minutah začelo poznati. Kot se je izkazalo, je bila to še ena moja napaka na dirki. Ko na začetku pretiravaš, hitro prideš do točke, ko te enostavno pobere. In do te točke sem neizbežno prišel tudi jaz. Bili smo sicer že blizu polovice vzpona, ampak čutil sem, da me počasi zmanjkuje. Kmalu je bilo, kot da bi se zaletel v zid. Noge se niso več vrtele in moral sem nekoliko popustiti. V tistem trenutku sem pomislil, da bom malce zmanjšal tempo in se nato priključil naslednji skupini. V njej je bilo tudi nekaj klubskih kolegov, zato sem se postavil na rep skupine. Ni minilo niti 10 sekund, ko sem ugotovil, da tudi to ne bo šlo. Poskusil sem nadaljevati sam in kmalu dobil novo zavetrje. Ampak zgodba se je ponovila. Tudi tam sem moral hitro popustiti. Enostavno me je popolnoma zabilo in komaj sem še spravil moč čez 300 vatov. Vmes sem poskušal spreminjati kadenco in voziti stoje, ampak nič ni pomagalo.
Na nekoliko bolj strmem delu vzpona sem za sabo zagledal še eno skupino, ki sem jo na vrhu spet poskusil ujeti. Tokrat mi je uspelo nekaj časa držati njihov tempo, ampak slej ko prej sem moral tudi tukaj popustiti. Ob takih trenutkih bi najraje nehal vrteti, kolo nekam prislonil in se usedel v senco. Ampak nekako sem šel naprej. Pri svojem počasnem tempu so me začeli prehitivati v vseh strani in kmalu me je dohitel tudi Amadej, za katerega sem vedel, da tekmuje v moji kategoriji. Na mojo srečo se tukaj cesta nekoliko poravna in uspelo mi ga je še nekako prijeti. Postavil sem se v zavetrje, da bi vsaj nekaj energije prihranil za zaključek dirke. Vedel sem, da je cilj za levim ovinkom, zato sem se odločil, da tam poskusim še malo posprintati. Ampak ne, to je bilo en ovinek prezgodaj, cilj pa je bil še nekaj 100 metrov naprej. Ampak sem še nekako stisnil do konca in se končno pripeljal čez ciljno črto. Še dobro, da sem malce utišal zvok s kamere, da se ne sliši mojega jamranja na cilju. Na koncu je bilo to dovolj za 6. mesto v kategoriji in 33. mesto v skupni razvrstitvi. Sem si pa obljubil, da bom naslednjič vzpon odpeljal precej bolj pametno in v svojem tempu. Ti pa se naroči na kanal, da vidimo, ali se bom te obljube res držal. Živ!